Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes sta z menoj Andraž Grahek in Matej Šimnic, oba iz Capital Genetics. Pogovarjali se bomo o investiranju v delnice. Gre v bistvu za napovedno epizodo za delavnico, ki se bo zgodila konec meseca in sicer z naslovom Kako investirati v delnice. Poslušalci so nam poslali kar nekaj vprašanj, na katere bomo danes tudi odgovarjali. Z nami v živo je manjša skupina ljudi, ki smo jih tudi povabili, da se nam pridružijo pri snemanju te epizode v živo. In seveda, če se vam porodi kakršnokoli vprašanje, nam lahko pošljete preko četa ali pa se pridružite z zvokom v živo, po želji. Skratka, program delavnice je lahko, bom kar rekel, da je kar precej pester, bogat, zelo natančen in podroben. In s to delavnico se boste ustrezno opremili z znanjem. Zato menim, da je v bistvu ta investicija tako, se vam bo obrestovala tako časovno kot finančno, tako da če razmišljate o tem, da bi prišli na to delavnico, vas seveda spodbujam k temu, da se udeležite te delavnice. Andraž, midva sta se ravno včeraj pogovarjala o vsebini delavnice in si rekel, da je res veliko vsebine, a ne? Ja, nimam kaj dodati, sej če si preberete, vidite, da bo verjetno to težko stlačati v 1 uro noter, kako ne rečem drugače, tako da si še sam najbolj ne predstavljam, če sem povsem iskren. Smo imela ful inspiracijo, pa še to. Kar neka nova vprašanja se odpirajo, ker pripravljaš en tak program, lahko pa rečem, da tako podrobnega programa nisem videla še nikjer. In pa, ko gledamo tudi, kako bo sama vsebina izgledala, mislim, da bo zelo izobraževalno in zelo tako delavnica za dodano vrednostjo. Matej, povej. Ja, bistvo je, da je praktično. Bistvo je, da se po eni strani, da se majčkan teorije razume, zakaj kaj je, pa da se razume, ko nekdo nekaj govori, delnica precenjena, podcenjena, kaj to dejansko pomeni, zakaj so nekatere delnice lahko drage, pa se jih še zmeraj splača kupiti, kaj sploh je delnica, vse živo, res vse, tako da bo res težko spraviti, mislim, sigurno ne bo 1 uro, to je dejstvo že. To ne bo 1 ura, tudi ni bilo nikoli planiran, da bo 1 ura, mislim, da delavnica za investiranje v ETF-e, veš, da ne vem, koliko traja, mislim, da je 3 ure ali če ne 4 ure. Vem, da smo si takrat kar precej duška dali, tudi na koncu smo imeli Q&A, pa se je kar razvlekel, tako da tle pričakujem dosti podobno, tudi napovedali so nekateri poslušalci, da bodo zelo veliko spraševali, oziroma da se verjetno bodo porodila vprašanja po delavnici, a ne? Tako da, a gremo kar na vprašanja poslušalcev, gledalcev, smo za? Dajmo. Jaz moram priznati, zdaj ta vprašanja sem dobivala vse povsod, preko Instagrama, na mail, na Discordu imamo tudi nekaj zelo zanimivih vprašanj. Discord je itak, se mi zdi jedno tako bogato zbirališče in raznih informacij, res ljudje se tam med sabo precej izmenjujejo, res kakovostne informacije, tako da če še niste na našem Discordu, vas vabim, da se nam pridružite, povezava bo itak v opisu epizode. Zdaj, Tjaša na Instagramu me je poslala že kar nekaj časa vprašanje, pred nekaj časa nazaj, nisem še odgovorila, se Tjaši zelo lepo opravičujem, zato je pa vprašala, bo dogodek v živo tudi tako izčrpan ali bo to krajša verzija. Jaz mislim, da dogodek v živo in potem tisto, kar bomo uploadali na oblak in bo stalno dostopen, da bo enako dolg. Je pa v planu, imamo v bistvu, da bo delavnica razkosana na manjše v bistvu elemente, dele, zato da bo nekako lažje vse skupaj za skonzumirati. Andraž, boš kaj povedal tukaj in dodal zraven?
Ja, mislim, če bomo tako nemogoči, da bo to trajalo 8 ur, bomo mogoče mogli v 2 seansah to narediti iskreno, razen, mislim, ker pol tvegamo, da bo nekdo umedlel vmes ali pa kakorkoli pa že, ali pa se bomo sami s sabo pogovarjali po 3 urah. Pa mislim, da tukaj vidim, da imamo nek Q&A vsak zadnji torek v mesecu, to je kar neko utrjevanje, tako da mogoče bo nekdo rekel, tam ste govorili o tem pa tem, ne razumem tega, kaj sploh hočete povedati, ne vem, ali nekaj v tem smislu si predstavljam, ali pa mogoče tudi kaj aktualnega v tem smislu. Videl sem, da smo tam o tem govorili, pa sem se pa lotil, ne vem, mal sam tudi sestavljati skupaj moje logike, kaj si mislite o tem, ali pa ne vem. Tako da mislim, da je mišljen tudi to, da tudi mogoče tisti, ki naknadno tudi kasneje pridejo noter, si pogledajo vsebine, imajo možnost vse nekega touchpointa z nami, da lahko v bistvu tudi praktično imamo neke, mislim, ni glih 1 na 1, ampak neke skupinska vprašanja, pa da malo se pogovarjamo, tako da tako jaz to razumem, ali ne vem, boš ti povedala, Marja? Ne, mislim, točno to, kot si ti povedal, točno tako bo. Ja, debate bomo imeli vsak zadnji torek v mesecu, tako da vsak nas bo lahko potem še kaj ekstra vprašal. A gremo kar na vprašanje, ker je kar nekaj vprašanj prišlo, pa se mi zdi, da bomo spet se zaklapetali, pa se bo razvlekal na mogoče 2 uri pogovora. Mark sprašuje, kolikšen del prihodkov nameniti investiranju v delnice? To je eno tako vprašanje, ki ga pogosto dobimo od kakšnih začetnikov, pa recimo nekako splošno načelo ali pa pravilo palca je 10% od vseh prihodkov namenimo nekemu dolgoročnemu varčevanju, se pravi, ni zdaj to definirano, a gre za delnice ali vzajemne sklade ali pa ETF-e. Nekako smo pa že mi v tej delavnici investiranja v ETF-e postavili neko osnovo, neke temelje, se pravi, da lahko potem zgradimo to našo zgodbo. Andraž, daj ti povej, to vprašanje dostikrat pride, koliko ti meniš, da je tisti procent, ki bi ga morali nameniti investiranju? Mogoče ne konkretno v delnice, ampak nasplošno v delnice. Sej jaz mislim, da se v redu povedala, zato ker se mi zdi, da mogoče 10% je ena taka proport z dohodka, da verjetno se najde nek način, da mečken tudi, če zategneš pas, v bistvu lahko to alociraš. Zdaj, če pa ne morate 10, pa dajte saj 5. Meni je v bistvu všeč ta tvoj koncept, ko se enkrat shemo plačila risala, kjer ni tako, da najprej plačam položnice, pol pa varčujem, ampak v bistvu se obratno naredi, da najprej odtegnem neki za varčevanje in pol delam naprej. Sej lahko naredite 5, odtegnete, plačate, pa če ostane še razliko, date v varčevanje recimo, ampak kaj tukaj je zanimivo, to je ista logika kot imajo banke, banke nam tudi odtegnejo stran za njihov kredit, za obrok, in tukaj lahko rečemo, predstavljamo si, da je to naša investicijska banka, ki odtegne stran 5% in ni vprašanje ali bo ali ne, tako da neka ta logika je ok, zaradi tega, ker te prisili to, da varčuješ na nek način in se ne sprašuješ, ker če imaš diskrecijo, da boš to počel, pol hiter preskočeš pa kam zalutaš, pa domač povedan s svojimi evri. A gremo biti čim bolj praktični. Jaz bi povedala svoj primer. Jaz že vrsto let, desetletje in več, v bistvu nekako avtomatsko najprej namenam varčevanju. Jaz moram priznati, da investiram več kot 10% vseh svojih prihodkov, precej več, in v bistvu nekako stremim k temu, da čim bolj stvari avtomatiziram, zaradi tega, ker enostavno vsi smo zelo zaposleni, nimamo časa, mogoče da bi vsakič natančno zanalizirali vse in dejansko imamo v bistvu ta avtomatizem. Zdaj tudi preko Interactive Brokersa imamo možnost recurring vplačil v nekatere sklade, ne vse, pa tudi preko Trade Republica imamo možnost sklepanja varčevalnih načrtov, tako da se tudi nekako malo poenostavimo življenje, če nekako uporabljamo to avtomatizacijo. Kako pa vidva recimo se lotevata tega? No, dobro, pa so še začimbice, ki jih potem ekstra kupujemo, se pravi razne delnice, pa še druge naložbe, No, Matej povedal, Matej že dolgo časa nič ni povedal. Jaz nisem toliko discipliniran, oziroma Gorenc ne rabi toliko discipliniran, ker to je... Jaz sem tudi Gorenka, pa Andraž tudi, mi trije smo Gorenci, ampak ravno zaradi te gorenske šparavnosti, a veš, gremo potem v take zgodbe investiranja, Ne, jaz to glavnem diskrecijsko, v bistvu delnice posamezne, tam, ko so šanse, mogoče kaj dolgoročnega, kakšna zadeva se bolj dolgoročno najde, drugače pa bolj v bistvu priložnostno.
To je pa to. No. Včasih je bilo še nekaj v skladih, recimo, pa zdaj ni več, ampak v bistvu je bolj tako priložnostno kratkoročni tradi, bolj na ta način. Nisem toliko discipliniran kot ti. Ja, jaz sem zelo disciplinirana, kar se tega tiče in to ne odstopam. Že vrsto let v bistvu sem zelo, kar se tega tiče, zelo striktna. Najprej investicije. Jaz tako razmišljam, na stara leta, ko bomo šli v penzijo ali pa ko ne vem, jaz hočem biti finančno samostojna, svobodna v svojih odločitvah. In dejansko imam danes možnost sprejemati odločitve glede same službe, tudi če bi se hotela ločiti konec koncev, je veliko življenje lažje, če imaš neko finančno zaledje. Andraž, kaj pa tvoja disciplina? Ja, jaz imam kar svoj sklad, tako da moram reči, da na nek tak način. Ne? Tako da imam zelo majčkan del organiziran na tak način, kot si ti rekla. Če bi pa gledali, koliko proporcij recimo mi kot, ne vem, entiteta reinvestiramo naših dobičkov, je pa to še bistveno več. Mislim, na trenutke je več kot 100%, iskreno povedano, sploh zdaj. In to je nek portfelj, ki je vedno bolj razpršen, je zelo rizičen, to je pač res, ne. Tako da ostalo je pa pač bolj konzervativno zastavljeno, ker ima nek counterweight, no. Proti otež temu, kar se tam dogaja. Ne? So pa to stave na 10-15 let. Tako da mogoče nisem res tipičen predstavnik tega, zato ker se pač profesionalno ukvarjam z investicijami. Ne? Zdaj, za vse tiste, ki to ne počnejo, je seveda to popolnoma nerealistično, da bojo na tak način to počeli. Ampak če tega ne bi počel, pa bi nek drug poklic imel, bi pa definitivno stavil res na zelo pocen indeksne ETF-e z stalnimi vplačili, ki so avtomatizirani in se ne bi spraševal nič, a je to pametno ali ne, in to bi počel na dolgi rok. To je skoraj praktično neka protiotež, da ne narediš kakšne hitraparije, ker nimaš časa se s tem ukvarjati in razmišljati o tem. To je ponovadi bolj problem, da tisti, ki nimajo časa, se začnejo malo s tradanjem in takimi stvarmi ukvarjati, pa malo pustijo, pa spet malo tradajo in v bistvu, tradanje že tako ne priporočam, ker je statistika miserable. Neke bolj dolgoročne naložbe praviloma ali pa saj srednjeročne, ko imajo neko vsebino, je fino, da imamo nekako v portfelju, če jih imamo. Tradanje je tako, se izide sam za une, ki so na drugi strani na provizijah ali pa kakorkoli že. Ja. Ja, jaz moram tlele kar reči, da se mi pa zdi, recimo ta moja strategija investiranja, glede na moj čas, totalno optimalna. Zdi se mi, da pogosto slišim izgovor, nimam časa, zdaj, ko obstajajo vsi ti avtomatizmi, pač ta izgovor pade v vodo, ker pač da se vse lepo naštimati in da se investirati. Jaz mogoče sam, če bi dodal, zdaj, ker imamo tukaj delavnico, kjer se želimo malo nekoliko več naučiti in spoznavati, kaj je neka zdrava logika pa pristopa. Ja. V bistvu tukaj v vsakem primeru jaz menim, da moraš imeti ta osnovni temelj, kjer so sami ETF-i in se ti dogaja avtopilot. Medtem ko potem, ko imaš neka presežna sredstva ali pa si to lahko prvo, se danes ni več potrebno velikih zneskov imeti zaradi tega, ker je izjemno enostavno kupiti delček delnice, si pa lahko prvošaš, da s časoma neke razumne odločitve sprejemaš in še dodajaš na to osnovo. Tako jaz to vidim. Nikakor pa po mojem mnenju ni pametno za nekoga, ki ni investicijski profesionalc, opustiti indeksno varčevanje. To je neki, to res odsvetujem. Imejte neko osnovo, pa če je 100 evrov na mesec, pa ne bo 100 evrov. Ne se skozi nateka tja, ne bo to, gledajte na to kot nek varčevalni načrt, ostalo ne bo pa mogoče nek oportunistični pristop, to, kar je rekel Matej, ker on pač pol seveda sam mal, ker vidi, da mu je nekaj všeč, kar vidi gre in pač se odloči, da kup delnico in jo pač bo sam razložil, koliko časa drži in kaj pa tam počne mogoče. A gremo naprej, to je tudi eno pogosto vprašanje. Zdaj mi investiramo v ETF-e, v sklade in pa seveda želimo začiniti naš portfelj s kakšnimi delnicami. In lahko seveda prihaja tudi do podvajanja delnic. To je še vedno od Marka vprašanje. In sicer recimo imamo Apple kot delnico in imamo Apple tudi v skladu. Kako zdaj balansirati te stvari, da nimamo potem preveč mogoče Apple-a? To je čisto en tak primer. Matej, mogoče, če lahko ti pomagaš le.
Je to lahko problem v določeni meri, je pa tako, da vseeno so, pač v takem primeru moramo paziti. Predvsem te delnice po največjih kapitalizacijah so praviloma imajo neko malo večjo utež, te uteži spet niso toliko ekstremne, ampak lahko malo pazimo, da ne v bistvu, da nismo preveč izpostavljeni do te delnice. Je pa tudi tako, da če pogledamo zdaj mi nek Apple, Microsoft, Google, ki so te največji, so tudi zelo korelirani z S&P-jem, zelo pač nizko je tveganje, tako da tukaj dodajati te delnice je res pač smiselno, če želimo pač povečati izpostavljenost do tega, oziroma da vidimo, da se bo nekaj konkretnega dogaja, drugače je za recimo jih pač ni smiselno nekaj dodajati. Je bolj tukaj ta stock picking oziroma te stvari pridejo bolj do izraza tam, kjer ima indeks manjšo izpostavljenost do tega sektorja, a pa recimo, da najdemo neko bolj regijsko zgodbo od take stvari. Mogoče ta stvar toliko bolj aktualna v tem trenutku, ker je tudi, če pogledamo S&P, se povečala koncentracija največjih, 50-ih, če tako na nek način, pa tudi 10-ih uteži, torej največjih podjetij. In recimo primer, Apple ima, če imate ETF na S&P 500, ima 7% utež, ravno kar sem pač to pogledal v samo S&P. Zdaj, če boste vi 20% Apple imeli če imate 120 enot, pa je 20 enot Apple, pa 100 enot S&P-ja, to pomeni, morate na look-through basis se temu reče, da upoštevate in utež, ki jo imate skozi ETF, to je teh 7, plus konkretno 20, imate že 27% v eni delnici in mogoče bi rekel, vse je ok, ker mislim, da je to prav, ker mislim, da je podcenjena, ampak dejstvo je, da sprejemate že aktivno stavo, še večjo kot vi imate to obteženo potem, kaj je to 3-krat več, 4-krat več, kot trg pravi, da bi na nek način glasuje, koliko je Apple predstavlja kot utež v celem trgu. Torej ste že, to je zdaj izraz, prekomerno obtežili, overweightali. To je že dobra debata, ker tudi ta izraz, ki reče overweight, underweight, je vedno relativno glede na utež v nekem specifičnem tržnem indeksu ali pa povprečju. In če ste rekli, Apple bom dodal, ste rekli, Apple bo rastel ali pa ustvaril na dolgi rok večji donos kot sam trg. To je neka logika tega. Zdaj, zakaj ste naredili? Morate pa razumeti, zakaj. Lahko mečete pikado, lahko ocenimo notranjo vrednost delnice, lahko grafe rišemo, pač to so bolj različni pristopi. A gremo kar naprej. Zdaj to je še vedno vprašanje od Marka in sicer, kako pogosto spreminjati portfelj oziroma naložbe v portfelju, kdaj delati revizijo in podobno. Je v bistvu odvisen, kakšna je zgodba. Zdaj, če imamo neko zgodbo, tako kot je bil nek AI oziroma neko tematiko, da stavimo na neko tematiko, ki je po možnosti še tehnološka in se zelo hitro ta dinamika spreminja, to je pač smiselno to temo vsak dan spremljati. Če pa zdaj govorimo tukaj o neki drugi, bolj dolgoročni zgodbi, neki demografski, zaradi staranja prebivalstva oziroma stava na prodajanje nekega zdravila, je pa to lahko pač zelo pač bolj dolgoročno pregledovanje oziroma pregledamo zdaj običajno vseeno pogledamo rezultate. Mogoče vržemo takrat kakšni so rezultati podjetja, pa se zadeva premika v pravo stvar, v smer. Zdaj, ko menjaš rezultate, Jerneja sprašuje ravno o poslovnih rezultatih, ali jih pogledate, ko jih objavijo družbe in kako to potem vpliva odločitev za nakup delnice. Kako se odločimo? Se odločimo na podlagi teh poslovnih rezultatov? Marsikater mogoče se jim zdi to ravno najbolj sofisticirani del, ko gledaš te poslovne rezultate, pa je vse mogoče, marsikomu je to tako zelo kompleksno za razumeti, to tudi govorim iz pač mojega poklica, ko vidim, kako v bistvu novinarji analizirajo poslovne rezultate, blue chipov, ko se objavijo. Pa mogoče lahko tukaj odgovorimo, kako to vpliva na našo odločitev za investicijo.
Ja, v bistvu se to splača, obvezno jih je za pogleda takrat, ko je neka večja reakcija na delnici. To se pravi, ob objavi rezultatov lahko pride do večjih premikov na delnici in to je kar pametno razumeti, zakaj je prišlo do tega premika na borzi, in ali je to nekaj, kar lahko dolgoročno vpliva na delnico. Ker če je to nek dolgoročen vpliv, ali da je predvsem navzdol ali pa navzgor, je smiselno takrat malo razmišljati, kako odreagirati. Zaradi tega, ker velikrat ob objavi rezultatov, sploh delnice, ki mirujejo, ki se dolg časa nikamor ne premaknejo oziroma so v nekem ranžu in je objava rezultatov boljša od pričakovanj ali pa slabša od pričakovanj, je po tem začetnem skoku pogost trend v to smer. Tako da je smiselno to spremljati, kdaj se objave rezultatov, in če gre za velike premike, vrštuč na novico in objektivno pogledati na to. Ker velikrat si govorimo, delnica je prava za 10%, pa sej to je samo neka kitajska zgodba, pa sej to ne bo dolgoročnega vpliva imel. Doskrat pač smo bias do zgodbe, če delnico, imamo subjektivno mnenje, kako bo novica vplivala na delnico, tako da moramo čim bolj objektivni biti. Pa raj zmanjšati delež, če mislimo, da sicer Mrzdo bo rekel, da je to reakcija v paniki, ampak moramo pogledati, ne smemo kar pustiti pa upati, ker sem videl veliko portfeljev, ki so delnice imeli po 80, 90, 95% izgube, kitajske zgodbe, kjer si je bilo že zdavnaj znano, da gre za pump and dump oziroma da zad ni premoženja, pa so se še zmeraj držale v portfeljih. Evo, to je pa tudi moja kitajska zgodba, tudi moja bolečina, tudi jaz sem tle izgubila kar nekaj denarja. Kar nekaj, v bistvu niti ni bilo toliko veliko, če sem čisto iskrena, ampak je bila izguba. A lahko mogoče vsem tukaj zdaj poslovni rezultati v redu, pogledamo številke, imamo dobro leto, slabo leto, ampak jaz sem pa tudi pozorna na to, kdo je šef podjetja, kako upravlja podjetje in kakšni so načrti podjetja. Mislim, da je to tudi zelo pomembna zgodba oziroma pomembno, da kot investitor, da spremljamo, kako podjetje razmišlja o svoji prihodnosti, in kako bojo furali podjetje v bistvu, načrti, ja, to absolutno, zaradi tega, ker na podlagi načrtov, na podlagi guidance se reče, oziroma načrtov za naslednje leto ali pa naslednji kvartal, to je pomemben faktor, ki ga analitiki spremljajo in na podlagi tega dajo priporočila. In ta guidance ima vpliv na to, kam se delnica premika. Glede managementa je pa povsem odvisno od podjetja. Zdaj, Steve Jobs je imel povsem drugačno vlogo na Apple, kot jo ima zdaj Cook. Tudi Bill Gates je imel drugačno vlogo takrat na Microsoftu in marsikdo niti ne ve, kdo je zdaj CEO Microsofta, ker je to toliko velika korporacija, da se zadeve zdaj že vozijo same. Dočim Muska je na čelu podjetja in on pač odloča, kam bo podjetje šlo, ko bo pa enkrat zadeva na ravni, korporativni ravni GM-a oziroma Forda, je pa to čist druga zgodba, praktično skoraj da ni važen, kdo na čelu sedi, vsaj po moje. Jaz tudi mislim, da je to ful odgovorno od predsednika uprave podjetja, da poišče pravega naslednika in da potem prepusti podjetje v pač dobre roke. Ravno pogovarjala sem se s predsednikom uprave, ne vem, zakaj sem se zdaj to spomnila, Cinkarne Celje, Aleš Skok, ki je povedal, da je ena od prioritetnih nalog, da poiščejo naslednika. Podobna zgodba je tudi v Krki, ker je Colarič, mislim, da že več kot 40 let, ni sicer predsednik uprave 40 let, ampak on je zaposlen v Krki že 40 let in mislim, da se bo upokojil potem, ko se mu bo iztekel ta mandat. Kako mislite, da bo to, kako bo trg reagiral na upokojitev teh starih mačkov, recimo tudi konec koncev Warren Buffett ni več tako rosno mlad, kaj bo potem z njegovim skladom in z vsemi investicijami? Mislim, se to Andraž bo več povedal, pač na Cinkarni je že prišlo do menjave uprave in se je tudi takrat, se spomnim, ko sem bil še analitik, se veliko govorilo o tem, ali bo ta uprava, nova uprava uspela do te ravne prevzeti, pač na tej ravni prevzeti posle. Pač to se zmeni, mislim,
običajno to ni vprašanje, so zmer zadeve toliko postavljene, da je, če že pride do neke reakcije na borzi, je pogosto to neopravičeno. Ok, če bi se masko nekaj zgodilo, je to nekaj drugega. Če se Colarič zdaj jutri odloči, da ne bo več vodil Krke, se mi zdi, da je v zadju precej ljudi, ki so za dosti dolg časa sploh v Krki, tako v sistemu in razumejo, kakšen sistem in se od tega sistema tudi po njem najbrž ne bodo bistveno odmikali. Andraž, boš še ti na hitro povedal, pa gremo pa naprej. Jaz mislim, da pri normalno urejenih delniških družbah bi moglo biti nasledstvo nekaj, kar je bilo relativno kontroliranega in se je pač dogajalo z nekim načrtom. Ne? Torej ni kot tako presenečenje, če nekdo star, ne vem, 70 plus let, da bo seveda verjetno v naslednjih par letih ali desetletju pač verjetno mogel sooner or later ne predati štafeto in te stvari so načrtovane. Težava je včasih bolj, če se nekaj nepričakovanega zgodi, ne vem, nekdo umre, ni nasledstva, ni bilo niti pričakovano, predčasno se zgodi mandat, nastane škandal, ugotovi se, da je kakšno packarijo nekdo naredil, ker pol to v bistvu na nek način povzroči nek drug moment in takrat včasih lahko pride do takih stvari. Ne, se smo imeli neke seksualne škandale, recimo, ki so vplivali močno tudi, ker to očrni celo organizacijo, ker to, da je nekdo na vrhu lahko bil del tega in to toleriral, to pomeni, da je neka globlja praksa mogoče bila in da lahko pridejo tožbe in take stvari. Tako da to načeloma, če se vam mogoče vrnemo nazaj k rezultatom, jaz mislim, da vsak, ki drži delnice, more pač prebrati po mojem vsak kvartal mečkan, da razume. Bolje pa pomembno, beseda je bila objektivnost. Zdaj to je vse relativno, ampak če neko logiko, ki tiči za objektivnost, načnemo. Ti moraš po mojem, ko vstopaš v delnico na nek po svojem najboljšem vedenju objektiven način, se biti sposoben odločiti, zakaj si kupil to delnico. Težava, ki jo vidim, je, da mnogi impulzivno kupujejo delnice, ker pač ali te skočijo po nekih rezultatih, pa jih lovijo gor, pa niti ne vejo čistočen, pa pol analizirajo, kupijo in pol analizirajo, ker jaz sem rekel, jaz še vsakeč, ko sem kupil delnico na tak način in tudi ta greh sem že naredil v preteklosti, sem po 3 kvartalih točno vedel, da sem me namočil, ali ne vem, kako ne, pa da sem samega sebe namočil, Tako da je fino malo dati v kontekst in mogoče prijem se odločil za nakup ta svoj nek objektivnih par narediti in reči, to kupujem načeloma za to. Zdaj, pol malo pogledaš, malo je pa vprašanje, kdaj vstopam noter, ali kupam takoj, malo pogledaš, so kakšni rezultati mogoče, ampak takrat nekako ugotavljaš, kako si ti definiral svoj odnos s to delnico, ker lahko da jo kupuješ za 10 let, lahko jo pa kupuješ, ne vem, ker stavaš, da se v nekaj zgodilo mogoče v 2-3 letih, to so pa čist drugačen razlog je, zakaj si ti kupil delnico, torej kaj tiči za mojim razglabljanjem, fino je definirati namen investicije in kako sem se odločil, zakaj to delam, ker mogoče Matej, ne vem, vstop not pa pričakuje, da bo držal 12 mesecev pa še manj, ali pa ne vem, par mesecev do naslednjih dobičkov, whatever, nek faktor igra, med tem, ka nekdo, ki reče na dolgi rok verjamem, da bo ne vem, mislim, da je eno po tvojem podcastu rekel, ne vem, je bil Aleš iz Infond skladov, da Microsoft pa vedno prehiti trg, Če ne veste, kaj kupiti, kupite Microsoft. A je to rekel? To je rekel, ja. Torej, lahko bi rekel, pa to pomeni po tej logiki, da moramo skozi imeti večjo tež Microsofta kot S&P, pa nimamo kaj izgubiti. V tem primeru, zakaj bi mi razglizali hudo analizirali, ampak dobro, mogoče je fino pogledati saj splošen trg pol v tem primeru, recimo. Ena od točk, ki jo imamo v delavnici, so tudi nasveti analitikov in tudi drugih. Recimo, ne vem, kogarkoli. Zdaj v zadnjem času, vidim, tudi v zadnjem času zelo veliko se pojavljajo ljudje, neki posamezniki, ne bom rekla, da so influencerji, ker pač niso, ki nekako se mi zdi, da pušajo neke zgodbe, želijo izpostaviti konkretne naložbe, izpostaviti konkretne naložbe in nekako se mi zdi, da ljudje to radi slišijo. Investicije v Microsoft, zakaj ja, zakaj ne, Amazon ja, ne, Apple ja, ne, in se mi zdi, da potem marsikdo skoči v to zgodbo ravno zaradi tega, ker pač dobi neko informacijo in kot si ti rekel, se lahko tudi namočiš. Informacije dobimo vse povsod, pri frizerju, v gostiln, sploh ko so neke rasti nore, se mi zdi, da ljudje zelo hitro nekako padejo noter v to past. Ja, ampak še enkrat znova, to, da si se odločil, da boš oplemenitil svoje znanje, tudi na drugi strani pomeni eliminacijo čustvenih in iracionalnih razlogov za odločanje.
Sej bom dal primer, ne? Če si ti ostrostrelec, v vojnem območju ne moreš ti biti živčen in skakati tam okrog, kaj ena zmedena kura, ker metke okrog tebe šibajo. Ti se pač moraš odločiti in opraviti svoje delo, nažalost. In mogoče lahko trg tudi na tak način malo gledamo. Če bi poslušali, se predstavljate, da 100 ljudi stali za tem človekom in reči, ne unga ustrel, ne tega, ne to naredi, ne puška je preveč kriva, ne unje, ne ti moraš te metke uporabiti, ti moraš, ne vem, zmer razdaljo tako, narobe to delaš. Predstavljajte si, ne? On ne bi nič ne bi zadev, pa ne preživel 5 sekund. In isto je z investiranjem. Vsi vam pravijo, to so te spet hot stock tips, ali kdo že Jim Rogers rekel, tudi od mene ne upoštevajte vročih namigov. Ne? In to je točno to, ker nikoli ne veš, kaj bo, ko boš ti nekaj dejal, kako bo sprejeto na drugi strani in kako bo razumljeno na drugi strani in kako bo uporabljeno. In je to čist brez veze. In večina tega, to, kar ti omenjaš, je ne vem, 90% je to samo tam zato, da se spet nekaj proda na drugi strani. Ali storitev, ali trgovanje, ali ne vem, izobraževanje, kjer prodajajo tečaje, ali pa še hujše, prodajajo AI, sam daj mi denar, pa bo sam od sebe laufal, nič ni treba razmišljati. To je še najlepše. Veš, čarobni kaj je bil že to je že pa kaseta iz, po mojih 80-ih let, čarobni tiskalni strojček, kaj denar tiskal, ali kaj je že delal točen, ne? Ker laufal in denar je printal in tako da... Kako si spomnil na to? Ja, sem se, zato ker je tako to je tipičen model človeštva, perpetuum mobile imamo nekaj, kar bo nam nas narediti delo, tako da, dajmo kaj so tam računalniki, ampak to ne funkcionira na tak način. Prvič, če bo vsi to delali, se bi tako vse zarbitražirali in bi trg bil popolnoma učinkovit in donosi bi šli na nulo na nek način s časoma, tako da, v glavnem. Imam vprašanje, ki se povezuje na to temo. Tomaž pravi, on bi pač kupil neko delnico in jo bo držal, kakšno bi pa seveda tudi kupil zato, da izkoristi hype. Se je za izkoriščanje hype morda bolje posluževati kripta ali so delnice vseeno dobra izbira? Prav, sprašuje Tomaž. Jaz odgovorim, oboje lahko uporabiš. Zato, ker če vidiš, na kaj hype dobro deluje, lahko celo razpršiš svojo hype stavo. Najdeš hype delnice, hype kripto in oboje lahko stavaš na to. Če si dober v tem, da predvidiš, kdaj bo hype prišel. Se to je ta glaven trik. Če fališ hype, bo dishype ali pa depression. Tako da jaz bi rekel, da oboje je možno. Zdaj, če hočete iti še dlje, a podkuram stvar, se ni problem. Samo margin, da imamo hype na margin. Če vse se da narediti, to seveda, pač v tem primeru iščeš delnice, momentum delnice oziroma vse naložbe z momentum, ki imajo ta koncept, da ko se hype builda, se momentum builda in na kripto in na equity trgu in denar gre noter in poriva zlasti tam, kjer je relativno omejen prosti obtok delnic versus volumen, ki gre noter, ta flow index in pač nabijajo tečaje gor. Ne bom šel pa v tržne manipulacije, kaj eni pol še to se ga grejo. Kaj pač naredijo 20 tradov, da gre gor, pa da folk pride in še nabije gor. To je bil, ne vem, ko je že izraz coloring the tape ali dodging the tape ali kaj že bil, se sploh ne vem čistočen. A gremo na vprašanje, ki ga nam je postavil Anže v chatu. Glede na to, da so indeksi visoko, ali je bolj smiselno kupovati posamezne delnice, ki niso precenjene, v teh časih razmišljam, da bi storil prav to. No, povej, Andraž, pa Matej, kaj menite vidva? Mislim, jaz bi se navezal na to, kar je Andraž rekel. En del pač stalno leti in se vlaga v indekse, ne glede na to je smiselno, da smo alocirani do trgov, dočim ko pa zbiramo delnice, je pa mogoče vseeno smiselno, ne da gledamo to, kaj je delnica precenjena, podcenjena, ampak bolj gre za to, da v različnih obdobjih cikla različni sektori bolj delajo oziroma smo manj izpostavljeni tveganju. To se pravi, če zdaj rečemo, čaka nas recesija, vemo, pač tukaj pridejo v spredje farmacija, mogoče telekomi,
v bistvu podjetja, ki imajo nek stalen denaren tok in niso toliko odvisno od cikličnosti. To je smiselno mogoče malo pogledati, da gledamo bolj delnice v teh sektorjih, ne pa v tehnologiji ali pa sploh avtomobiliste v take stvari. Pa če pričakujemo recesijo, zdaj kaj pa pričakujemo, pa spet tako kot pri delnicah argument vsakega posameznika. Mogoče tukaj je zelo pomembno ena stvar. Ko govorimo o indeksih in dolgoročnem varčevanju, v bistvu to je serijsko investiranje, je enako varčevanje, torej da imate vsak mesec nekaj. V tem kontekstu je ta tržni vstop manj pomemben, če mislite hold period, držati to 15-20 let. In je fino, da imate to komponento no matter what. Zato, ker na nek način vas indeks varuje tudi to, da napačne stok pike v recesiji naredite, kar se tudi ljudem zelo pogosto dogaja, kar reče, bom kupil nekaj, da bo manj padel in gleda zlomka pade isto ali več kot indeks. To se ful pogosto dogaja, ker dejstvo je, da ko bo recesija, bojo vse delnice bojo padle. Ne vem, tako, mogoče bo kakšna neki prevzeta pa vzrasla, ampak to so redki primeri. Ampak in general gre cela ta oblika naložb dol. Tako da v bistvu tukaj se treba naučiti precenjene in podcenjene delnice izbirati v kontekstu neke naložbe, ki jo imamo. Zdaj pa, kaj to pomeni? Dajmo ločiti varčevanje od, dajmo reči, investiranja majčkan. Samo zato, da si bomo lažje predstavljali. Zame je varčevanje serija denarnih tokov in tam mi indeksni sklad šiba. 100 evrov, 50 evrov, se nima veze koliko in tam ne bo kar trg. To je naša varovalka, da ne bomo neumnosti delali in da bo nekaj nastalo čez 15-20 let. Potem imamo pa drugo komponento, ki pa lahko rečemo investiranje. Tam pa določajmo lahko in se obnašajmo in se vprašamo, kje v ciklu smo in zdaj kaj lahko naredimo. Če mislimo, da je recesija, lahko ostanemo tudi v kešu in danes v kešu lahko dobimo tudi 4%, recimo. Saj to ni tako težko, pač obstajajo platforme ali pa kupimo kakšno obveznico in 4% na let in smo plačani za to, da čakamo v kešu in smo v kešu toliko časa, dokler ne najdemo zelo dobre ideje za neko posamično stavo na eno delnico, za katero mi mislimo, da razumemo, zakaj bi jo držali in mislimo, da bo naredila več kot indeks. Tako jaz na to gledam. Zdaj, če hočete praktično, to zdaj ni reklama, ampak to je dejstvo. Trade Republic je enabljal 4% plemenitanje, morate opt-in narediti na platformi, imate varčevalen načrt, pa vam je 50 evrov premalo, da se tam neki vrti, pa imate še ne 500 evrov gor, recimo, in tam lahko čakate, 4% dobivate in se učite, kjero delnico bi kupili. In ko boste ugotovili in vam bo notranji glas rekel, zdaj sem pa naredil neko domačo nalogo, po mojem mnenju ne delam neke velike neumnosti, čeprav se vam tudi to lahko zgodi, napake so, pa lahko greste in mogoče kupite eno delnico. Pa spremljate, kako se vi odzivate, kako se pač dogajajo stvari okrog vaših pričakovanj in kaj se v resnici dogaja. Ravno, kar se zdaj omenil Trade Republic, imam pa jaz tukaj še vprašanje od Tomaža, ki je pač prav, da ima račun pri Trade Republic, ampak ne glede na to, tudi kjerkoli druge bi imeli račun, se mi zdi, da je to relevantno vprašanje in sicer nekateri omenijo, da se tekom dneva spread spreminja. Kako najbolje v bistvu spremljati to razliko v ceni? Matej, boš ti povedal? Jaz nimam Trade Republic, tako da ne bi točno navedel, kako funkcionira zadeva, ampak bi sklepal, da se to tudi drugi brokerji ponujajo, da upravimo nakup za delnico, ko trgi niso odprti. Takrat je pričakovano, da bi bili spredi med nakupno in prodajno ceno večji oziroma da bi bil tudi te odmiki od zadnjega tečaja. Recimo, če kupujemo zjutraj v Evropi nek Apple, oziroma kjerokoli delnico drugo, ki je na ameriški borzi, da bodo te spredi dosti veliki. Sploh v teh primerih Apple mogoče ne, ker se kotira tudi na evropskih borzah oziroma se lahko tam hedging dela. Investment bankerji to delajo, ampak če gre pa za neko delnico, ki je samo na ameriški borzi, bi pa jaz pričakoval, da izjutraj so spredi večji, kot pa takrat, ko je ameriška borza odprta. Sej lahko uporabimo mogoče drug ekstrem,
dajmo uporabiti slovenski trg. Če v tekmovalu 7 popoldne zna biti spread enormen, ker ne vem, odkje oni sploh določijo ta spread, mogoče celo nekje v knjigi držijo ene par delnic za vsak slučaj in to predvidijo, medtem ko med trgovanjem bo zagotovo manjši. Pa dajte se zavedati, Trade Republic vseeno neki zasluž na spreadu, ni ta tako imenovan best execution, neki Interactive je bolj zakompliciran produkt, ampak na drugi strani pa zagotavlja best execution, to pomeni direktne naročila iz knjige, ko je pač neka borza odprta. Tako da to so razlike, ampak bom tako rekel, niso pa tako fundamentalne, ker mogoče za ene bolj enostavno en Trade Republic uporabljati, ker je bistveno bolj simple, kot pa se onboardati na Interactive. Pa na nek način se lahko začnete nekje, pa pol kasneje nadaljujete, kot te bolj sofisticirane. Jaz v tem ne vidim nekega dramatičnega problema. Pač imaš tam en account, ustavaš, tam se nabira naprej, pa sam začneš odpreš account še nekje drugje in k so večji zneski nadaljuješ tam. In pač, lahko tako. Ali pa, ne vem, za delnice imaš na enem, za savings plan na drugem, recimo. Ne vem, Vse to bomo pa tudi na praktičnih primerih nadaljevanci pokazali. Mogoče, a gremo na vprašanje od Tine. Tomaž je poslušal nekaj vprašanj, bomo videli, če bo potem časovno nam znesel. Tina je omenja Kostolanija in sicer, kje trenutno na tem njegovem jajcu se nahajamo. Pa mogoče, Andraž, za začetek bi pojasnil, kdo sploh je Kostolani in o kakšnem jajcu Tina govori. Madonca, to moram zdaj v audio narediti vse. Lažje bilo, če bi kaj narisal lahko. Ampak, Andrej Kostolani je en tak, zelo zanimiva figura, ki je pisal knjige o svojem trgovanju in je začel praktično na začetku 1900 neki se ukvarjati že kot mladenič in tudi delal kot borzni posrednik na borzah, je sicer madžarskega porekla, ampak pol je šel tudi v New York in je bil pač nek uspešen kvazi špekulant in objavljal knjige, večina, mislim, da v nemško govorečem jeziku. Jaz sem jih par prebral. In v bistvu, kaj Kostolanijevo jajce? Kostolanijevo jajce samo prikazuje ta večni cikl borze, dajmo reči, od panike in recesije do pač okrevanja, optimizma, navdušenja, ekscesa in seveda potem se ta cikl obrne in gremo navzdol. In je v obliki jajca in dajmo reči v enem delu, kjer je ta upswing, je konjunktura, v drugem delu, ko se peljemo dol, je pa recesija. Predstavljajte si jajce. In zdaj seveda, če si na vrhu jajca, si, dajmo reči, na vrhu euforije in pred tem, da se obračaš navzdol, dajmo temu tako reči, pa sploh na poti navzdol v paniko, kjer je pol spet dno. In on je delil tukaj v bistvu pomemben mogoče tukaj, da nekako on je bil aktiven investitor, on sebe videl tudi kot špekulant v končni fazi, zato ta jajce služi tudi za market timing v resnici. In na vrhu imamo, na dnu je akumulacija, on je govoril o šibkih rokah in močnih rokah. Torej, šibke roke so, ko je bila panika, zapuščale trg in močne roke so v bistvu te delnice pobirale. In to je bila faza akumulacije, to je spodnji konc jajca. Ko s pa rastu, se je pa začela distribucija, ko so močne roke distribuirale te poceni pokupljene delnice in jih uturavale, če hočete, šibkim rokam. Še sam pol napiše v knjigi, da se mu je stvar malo zakomplicirala že leta, ne vem kjerga 80, ko je computer trading že noter letaval, tako da ne vem, kaj bi Andrej Kostolani danes napisal o tem, ampak v bistvu tukaj je vprašanje, ali smo zdaj bolj na vrhu tega cikla in nas čaka recesija in bomo na nos padli dol in bojo te šibke roke začele bežati z trga, ali smo mogoče bolj v tem smislu, da smo še zmeraj v sponu, pa smo nekako na varnem, bom tako rekel, da se še splača držati delnice. Jaz mislim, da v tem smo res debatirali nenormalno veliko v zadnjih letih in moje mnenje je, da smo bližje vrhu jajca, iskreno povedano, karkoli vržem noter, meni prav, da smo bližje vrhu jajca. Zdaj, dopuščam pa dejansko možnost, ker sem veliko analiziral dolgoročne cikle, da se po tem vrhu sprehajamo lahko še par let in to peljemo še na neke nove višave, po nas pa čaka konkreten rukar na nos, po mojem mnenju. Ker cikli 20 let vzpona, 10 let medvedjih sekularnih trgov so dokaj tipični na borzi in pač zame se je ta zadnji medved končal leta 2008
v bistvu in od takrat naprej sam rastemo. Tako da mogoče še 5 let, pa pa cela drama, če naprej. Bomo to jajce prilepili na spletni strani money-how.si, na blogu oziroma tudi v opisu epizode, plus na YouTubeu bomo objavili slikco, tako da bodo lažje si predstavljali. Lahko ga damo, pa vsak nariše, kje mislimo, da smo na jajcu in potem potegnemo skupaj. Lahko celo kvadrante označimo in anketo narediš, ker je tako razrežemo lahko jajce na 6 delov, pa bo vsak izbral. Pa bomo pa na koncu pobarvali, kje nas je največ. Bom to anketo dala preko Discorda, Andraž. Mislim, da je zelo zabavna anketa in ljudje bodo klikali z veseljem. Kje v jajcu ste? Ali smo vsi v jajcu? Ali bo jajce počlo? Ali jih bomo dobili po jajcih? Mogoče. Tako da, v glavnem. Okay. Zdaj, ko govoriš, če jih bomo dobili po jajcih, Peter sprašuje, pričakuje se ohladitev gospodarstva, tehnična recesija jo že imamo v evroobmočju, Nemčija tudi, ne, vprašanje časa, kdaj jo bomo doživeli tukaj. Kaj zdaj to pomeni za borzni trg? A lahko majčkar mogoče to, Matej, pokomentiraš? Tega se bomo tudi dotaknili na delavnici. Gre pa za to, da to za trg pomeni, recesija se bo odrazila prej na trgu, kakor pa v realnosti. Tako da, če bo kaj šlo, če se bo gospodarstvo začelo konkretneje ustavljati, ne bomo mi to že prej na borzi videli. Zdaj, neke korekcije smo zdaj že videli, zdaj pa dejansko je malo vse skupaj v zraku. To se pravi, ampak lahko pričakujemo, da če bo nekdo rekel, zdaj smo pa v recesiji, ko bo prišla potrjena, takrat bo v bistvu že malo bolj zagledati, kaj zakupati, ne za prodajati. Ne. Tako da borzen trg zmer prehiteva, običajno vedno prehiteva makroekonomski cikl. Bo pa Andraž verjetno dodal zgodbo s psom in repom. A res, okay. Bom mogoče opustil za delavnico, zgodbo s psom in repom. Se strinjam s tabo. Vsi se sprašvali, kaj je to? To naj bo tisti, kako se že reče, trigger, veš, oziroma teaser za to, da bojo ljudje prišli na delavnico. Mogoče zdaj tlele eno vprašanje, ki ga je postavil. To je bilo pa na Discordu o dividendah, ne? Katere delnice z visokim odstotkom dividend imate v svojem portfelju? Mogoče bolj na splošno o dividendnih politikah. Videli v Sloveniji slovenska podjetja oziroma delnice Slovenci ponavadi investirajo ravno zaradi tega, ker so dividendno donosne te delnice. Pa mogoče, če lahko, Matej, čisto na hitro poveš, kako ti gledaš na dividendne politike, ti je kot investitorju pomembno, da kupaš delnico, ki prinaša dividendo? Ni, jaz bom iskren, meni osebno ni. Zaradi tega, ker ko ima enkrat podjetje dividendo, sploh to, kar se dogaja v Sloveniji, da so izjemne dividende, to pomeni, da podjetja nima ideja, kje rast oziroma kam vlaga ta denar, da bi dosegal rasti. Zdaj, iskreno, tudi druga plat te zgodbe je, da smo mi videli že eno obdobje, ko slovenske delnice niso izplačevale dividend in je pač ta denar šel v naplačne smeri, tako da še zmeraj boljš v primeru slovenskih firm imeti dividende, kakor pa balkanske naložbe, pač vlaganje na balkanske trge in iskanje rasti, ampak običajno je pa res veliko, ko podjetje zaključi z nekim investicijskim ciklom oziroma z nekim obdobjem rasti in ne vidi, kje bi lahko ta denar pametno vložilo, takrat se začnejo v večji meri izplačevati dividende. To ni nič narobe, ampak pa pomeni, da bo poslovanje podjetja raslo bolj počasi. Mogoče v delavnici bomo razložili to razmerje v bistvu zadržani dobiček, izplačani dobiček, ne? Ker višja dividenda lahko temelji na višjem deležu izplačanega dobička, kar pomeni, da imaš manj kapitala, ki ti je na voljo za rast ob enaki donosnosti na kapital. Zdaj pa rast je pa v bistvu produkt, koliko imaš not kapitala, pa koliko ga plemenitiš. In to je več faktorjev v igri. In če management nima dobrih idej za nove projekte, v bistvu
je mogoče boljš res dati denar nazaj, kot pa da za neumne projekte ta denar poraba. Ne? To se zdaj malo tako sliši. V Sloveniji pa mečkam še zgodba to, da pač nekatera podjetja imajo dejansko prevladujoč položaj na trgu, no, ali pa blizu temu, a ne, recimo kot so NLB primer, ali pa Telekom, tudi velik delaš, a ne, in zaradi tega so mal še, rekel, boljši donosi, kot bi mogoče bili, če bila to neka huda konkurenca, rekel, na nekem drugem trgu. Tako da neki faktori so klej, ko pa ljudje mečkam na eno arbitražo majhnega trga likvidnosti igrajo, ampak načeloma visoke dividende so znak zrelih podjetij, ki ne bi rasle prav preveč hitro naprej, a ne. Tako da se umirja rast in vračajo kapital delničarjem in pa morajo delničarji se vprašati, kaj bomo s tem kapitalom naredili, a ne. To je ta neke vrste dogovor. Ja. A kar gremo naprej, Mateja je na Discordu vprašala za eno tako hipotetično vprašanje, ampak mislim, da marsikdo razmišlja o teh zadevah in sicer, kolikšno odstotni letno donosnost lahko pričakujemo pri portfelju, ki je sestavljen 50% delnice, 40% ETF, pa 10% kripto. Mogoče to zelo tako res hipotetično, ampak ja, recimo, kaj lahko pričakujemo od podjetij, kakšne donosnosti lahko tukaj pričakujemo? Zdaj nekako za ETF-e, oziroma za te razpršene košarice, indekse približno vemo, imamo S&P 500, imamo koliko 8-9% letna donosnost, Nasdaq je bil 14-15% letna donosnost, ampak spet imamo zelo tako obdobje produktivno oziroma plodno obdobje, ne, tako da mogoče se to ne bo ponovilo v nadaljnih 10 letih, ne, mogoče bomo imeli čisto kontra zgodbo, ne. Pa mogoče tukaj če lahko mogoče tukaj dodamo, kaj je vezano na delnice. Tukaj so lahko donosi 100% ali pa so tudi lahko, ne vem, 80%, 90% izguba, kar smo rekli že takoj na začetku, ne? Jaz mislim, da že ta prva stvar je takoj, kaj je to donosnost, pa v kakšnem času jo merimo, ne? To je zelo, zelo pomembno vprašanje, ne? Ponavadi zgleda tako, Mirko pride, nariše spodnjo točko, nariše zgodnjo točko, zmer, koliko je to zrastalo in je 100%. Donos je 100% na delnici. Nvidia, par mesecev pa je bilo 100%, ne? Očitno to tako laufa, ali kaj. Mislim, težava je to, da na dolgi rok se pač ti cikli izpovprečijo, in dejstvo je, da te donosi začnejo na dolgi rok padati za vse, in za kripto in delnice, in pol greš proti nekim povprečjem. In zdaj, če ti hočeš potovati na dolgi rok, pač je mogoče bolj konzervativno razmišljati. Zdaj, če bo kaj več v nekem obdobju, pa dobro vprašanje, a je trg toliko precenjen, da ne unovčam, del tveganj in jih zmanjšam. To, kar je sicer vprašala ona, v bistvu to, da imaš ETF-e pa delnice, sploh če je bolj razpršen portfelj, zdaj tako, pač razen če nimaš blazno tveganih delnic kot versus ETF, ne, prav izjemno višja donosnost na tistih delnicah ponavadi ni, no. Zdaj, če si dober stock picker, mogoče boš dobil par odstotnih točk več s takim portfeljem, s tem, da moraš ta prave delnice izbrati, da ne pomota. Moje izkušnje so, da folk izbere precenjene delnice, ki so super tvegane, bolj nihajo in na koncu stvarijo 3 let minus in zaprejo pozicijo, medtem ka ETF outperforma to krat 2. Tako da zelo je odvisen, kakšne so te delnice. Zdaj, kripto ima pa tudi te dolge cikle. Kripto ima lahko tudi 3 leta, ko v minusu, pa bo pa v enem letu naredil 10-krat tok. Zdaj, recimo, tako je bilo v preteklosti. Zdaj, to je malo market timing zgodba in pri kriptotu, je pa res, da nekdo, ki je hodlov na dolgi rok, seveda se je to obrestovalo, in tako da, če bi na 10-letno enačbo potegnili, ampak 5 ali karkoli, bi nekako vsi bili lahko pametni, koliko bi to lahko bilo. Samo imamo dvojno težavo. Kripto je težko zdaj reči, da bomo 100-letno zgodovino enakih donosov naprej, zaradi tega, ker pač enostavno to ne moremo predpostavljati, je nemogoče, če mene vprašate, medtem, ko nek standard S&P 500 se pa skozi menjajo podjetja, se mogoče pa kripto podjetja čez 10 let, ne? Tako da to moramo tudi upoštevati. Tako da vse stave, kripto in delnice so aktivne in morajo narediti več, dejstvo je pa, da jih moramo znati kontrolirati in vedeti, kaj delamo. Tako da jaz bi bolj se vprašal, da se malo tudi riziko gleda, koliko to lahko dol zaniha, ko se oblikuje ta portfelj in ta mix dela in pol se nekako dodajaš riziko, pa nihanja, pa malo vidiš, s čim lahko spiš. No? Ja, točno to jaz bi mogoče dal, da recimo pa S&P-ju, ne vem, koliko je ta razporeditev, 10% kripto, pa koliko je 40 ETF, 50 delnice.
Aha, ok. Recimo, zdaj, če govorimo... če govorimo kripto, kripto ni nekje na vrhu, ampak vseeno 80% nihaj navzdol ne bo presenečenje. Na delnicah, zdaj odvisen, kaj imamo, če imamo neko tehnologijo, 50% nihaj tudi ne, lahko bi bil, sploh če je tehnologija not, ni presenečenje. Pa zdaj smo zelo blizu vrha, odvisen, kaj imamo, to se pravi, lahko računamo 50%, pa na trgu 30% nihaj na S&P-ju, nič posebnega ne bi bilo v tem trenutku. To se pravi, moramo pričakati, da če se karkoli zdaj zakomplicira, če pridemo v jajcu na zgornjo desno polje, lahko pričakujemo tam 45% padec tega portfelja. Raven zaradi tega se v portfelje daje obveznice. No. To je zaradi tega, ker obveznice gre pa nihaj v kontra v takih ekstremnih epizodah in tam nam lahko nek 40% na utež obveznica, pa 30% lahko blaži kar nekaj precej odstotnih točk teh padcev. No, obveznicah bomo enkrat naredili prav ločeno epizodo, ki se mi zdi, da je zelo aktualna zadeva. V glavnem več o tem, kako v bistvu vključiti delnice v portfelj naložb v kombinaciji s skladi in z drugimi naložbami, bomo imeli pa tudi potem na delavnici. A gremo Blažu odgovoriti na dve vprašanji, potem pa počasi zaključimo. Ali obstajajo za analizo vrednotanja delnic baze, ki bi jih lahko preko Excela uvažal, ker so tudi datumi prihajajočih skupščin? Sem nov na Trade Republicu in bi mi to olajšalo pregledovanje. Zdaj te skupščine in pa v bistvu same rezultati in vse to se objavlja sproti, tudi preko Trade Republica sem videla, da so informacije. Zdaj, da bi pa to lahko izvažal v Excelu, pa ne vem. Lahko pa vprašamo tega gospoda Osvalda, z njim smo se tudi pogovarjali v eni epizodi, ki bo objavljena v delavnici investiranja v ETF-e, prav iz Trade Republica, tako da to lahko vprašamo, pa potem dostavim odgovor. Andraž, a mogoče poznaš kakšno drugo orodje, da bi lahko izvažal to? Mislim, načeloma moramo razumeti, da data vendorjev, torej ponudnikov podatkov o delnicah, tudi o tem, kdaj je skupščina, kdaj je dividenda, ex-dividend in kakšni so podatki, jih je kar nekaj na voljo. Sam praviloma je tako, zdaj, če ima tvoj broker neko možnost, da kaj izvažaš, lahko super, drugače so pa to plačljive stvari. Zdaj, če hočete ekstremno obliko, to, kar Blaž kle piše, Bloomberg terminal ima možnost direktnega linka in vse dol povleč, sam vas bo stal $25,000 na leto. Bloomberg terminal je predrag. Obstaja pa ena opcija in sicer investing.com. Tam imaš recimo tudi objavljen koledar vseh teh skupščin in drugih dogodkov. Tako da investing.com. Ja, pa se imaš tudi marketscreener.com, recimo, imaš subscriptione, pa imaš tudi take stvari gor, pa ne nazadnje SEO.net, Sam dobro, jaz zdaj ne vem, koliko ima Blaž delnic, da more tako, avtomatizirati stvari. Blaž, če imaš priložnost sporočiti to, da še to napiši. Lahko malo pogledamo, da bom tako rekel. Jaz se načeloma za aktivno strategijo držim. Jaz imam rule 10 šerov, ne smeš jih imeti več kot 10. Za aktivno, ostalo ETF, ker jih 10 več kot 10 ne boš volgal in razumel. In imam in and out strategijo. Jaz sem jih imela 50. Kaj? Jaz sem jih imela 50 v nekem obdobju mojega življenja. In si vse spremljala, ali kaj že točno? Aktivno nisem. Si brala transkripte? Dejansko tudi kakšen transkript preberem. Samo da bom pojasnil, 10 pomeni v kombinaciji z ETF-om, torej to je 10 aktivnih stav, ki jih spremljam in je lahko mix, ne vem, nič aktivnih stav do 10 plus ETF, torej na nek tak način. Pa dal še eno paralelo, tudi recimo v skladih tveganega kapitala ali pa zasebnega kapitala, ki imate ljudi, ki vodijo te naložbe, nikoli v življenju nimajo več kot 10 portfeljskih družb, ki jih morajo spremljati, ki bi se jim zmešali od vseh teh stvari, ki jih ti management in vse živo tam pogrunta. Tako da to morate razumeti. Zdaj, drugo je pa, če imate neko quant strategijo, to pa se ne ukvarjate s tem, kva management dela. Tu smo pa tudi imeli pogovor z, kako može ime, da me spomnite?
Z Drobnakom Juretom. Ja, Drobnak Jure. Z njim smo imeli super, ful res dobro epizodo, tako da priporočam. On ima pa, koliko je rekel, 1200 koliko delnic v portfelju, ampak on ima drugačno strategijo upravljena. Ja, to so pač matematično-kvantitativni modeli, ker neke faktorje igraš. Ne? To je čist drugo. Ja. Okay. Zdaj tukaj Blaž sprašuje tudi konkretno vezano na Indijo in pa na indijska podjetja, pa bom jaz bolj posplošila zadevo, če mogoče lahko povemo regionalno, kako gledati na naložbe, delnice, regionalno. Mislim, da smo se glih zadnjič pogovarjali vezano na evropski trg. Ne vem, s kom sem se to pogovarjala, da na evropskem trgu težko najdemo kakšne primerne delnice, čeprav to ni čisto resne, ampak ja, da se poiskati tudi na evropskem trgu, ampak večina gleda ameriški trg. Matej? Ja, spet, mislim, da jaz toliko se nisem z emergingom ukvarjal, ampak tukaj je neka cikličnost, to se pravi, moramo vedeti zmer, kadarkoli rečemo neko stavo na emerging trg, običajno govorimo o zelo šibkem lastnem povpraševanju oziroma šibki lastni potrošnji, to se pravi, te trgi se zmer zanašajo na nek končen market, običajno so to ZDA, Evropa. In zdaj, če bo šlo slabo, če se dolar krepi, je to rata problem za emerging trge, sploh zaradi tega, ker so podjetja in tudi države zadolženi v dolarjih. Tako da Indija ima potencial zaradi tega, ker lahko beremo, bo nadomeščala očitno ta proizvoden del, ki ga zdaj se v glavnem ga predstavlja Kitajska, ampak je treba biti pozoren. Pač smo se naučili, ni decouplinga, te trgi ne bodo šli po svoje, če bo v zahodnih trgih problem. Ja, mogoče tukaj tudi tako, zdaj Indija imaš ti predstavo o neki ekonomiji, mlada demografija, vse bo rastlo, pa kupaš nek indeks, pa je not, ne vem, največja Otež ali pa druga največja firma, ki dela IT in ga prodaja na zahodu in rečeš, kamo pa te zdaj to veze s tem, ne? Ali pa je neka, ne vem, banka ali pa nek konglomerat, ki odraža samo en del trga in ne bo to hiperaktivno rast direkt se reflektirala v ceni delnic. Tako da malo moramo tudi razumeti, na kaj igramo v bistvu, ne? In malo spoznati indeks. Ne moramo kar Indijo kot našo predstavo, kaj bo Indija ekonomsko, doskrat gledam te grafe, BDP Indije bo zrastel, tež tega trga bo, ja, ampak to lahko tudi pomeni, da bo nove firme šle na borzo preko IPO-jev, ki jih sploh še ni v tem indeksu noter, recimo, ne? Tako da to ni directly relatable, tako da je treba domačo nalogo narediti, ne? Tako da seveda, Indija mislim, da je taka dolgoročna stava, jaz mislim, da je težko zdaj reči, zdaj pa to leto, ne? Ker emerging marketi so testirali potrpežljivost vlagatelja v zadnjih praktično 15 let ali nekaj taga v tem smislu, ne? Tako da to se moramo zavedati, da nekaj taga se nam lahko zgodi, je pa res, da mogoče kar bi pa jaz identificiral, pa to, da so res underperformali za zadnjo 10 let in več. Tako da mogoče je dobro vprašanje, ali prihaja neko obdobje, kjer bojo lahko outperformali, pa se moramo pa vprašati, pod kakšnimi pogoji bi se to lahko zgodilo. Ne? Zdaj, globalna recesija je to malo teže mogoče, ampak ne vem, mogoče v nekih 5 letih, če ne v recesije, se to lahko začne kapital seliti tudi z nekih trgov spet tja. Pa se moraš pa spet vprašati, zakaj se bo selil tja. Tako da zelo so te trgi, kako rekel, odvisni od toka globalnega kapitala, ki pride na ta trg, to, kar je Matej rekel. Tako da te faktori so srednjeročno bolj pomembni, kot to, kar se v Indiji dogaja z ekonomijo v resnici. Skoraj za trg govorim. Ok, super, to bomo pa še malo bolj poglobljeno odgovorili na delavnici. Je pa Tomaž postavil za konec, bomo samo še na to vprašanje odgovorili, katere 3 knjige je dobro prebrati glede analize delnic iz uporabnega stališča Slovenca, kako kupiti delnico in ne filozofskega. Mislim, to boste dobili tak na delavnici, tako da sploh nobene knjige ne rabite brati. Hecam. V naši Moneyhow knjižnici imamo dejansko nekaj teh knjig, The Intelligent Investor, to je ena taka, ki jo praktično vsi strokovnjaki priporočajo, imamo When Markets Collide, to je tudi iz naše knjižnice, pa mogoče bi omenila The Secrets of Economic Indicators,
Je tudi ena taka knjiga, ja, to je A Gift to My Children, to je knjiga od Jim Rogersa. To je taka zelo simpatična knjiga, ki je mogoče tudi zelo lahko primerna za kakšno darilo. To sva se tudi pogovarjala z Jim Rogersom o tej knjigi. Pa tale imam še, tale tudi v redu, Animal Spirits, je tudi ena taka knjiga, ki je zelo priporočljiva. Andraž, ti še kaj, ti si omenil prek, da si bral neke knjige. Ja, jaz moram eno stvar povedati. Ne. Jaz sem bil toliko not v tem raziskovanju in modelom, da mogoče sploh nisem šel tako skozi knjige, ampak sem bolj po internetu iskal podatke in recimo en resurs, kjer je veliko vrednotenju, če koga to zanima, recimo lahko preberete, je Aswad Damodaran, en temu rečemo dekan vrednoten, kjer imate vse žive modele in se lahko ubijete, kar se tega tiče. Ne? Tako da, kaj enkrat to začneš študirati, ti je ena knjiga Intelligence Investor super, ampak tiste, ne vem, tehnika, kaj tam delaš, je pač Intelligent Investor so neke osnove, neka logika in za enega bo boring, kako ti začel brati. To je, če imaš težave z nespečnostjo. Jaz tudi rekel, kakšen YouTube zna biti čisto ok, se da kar veliko stvari gor dobiti, ja, z nespečnostjo težav. Ti imaš mogoče kakšno idejo, Matej? Jaz sem preveč idiot in sploh ne pridem do tega, da bi se mogoče kakšno knjigo prebral, pa rekel, ta je pa res dobra za enega, ki začenja, to bi priporočal. Zato sem v raju zdržal tega v tem trenutku, ampak sigurno so nastale kakšne zelo praktične knjige. Mogoče ta Personal Finance, ki imaš ti, je zelo dobra knjiga. Meni je všeč, ker je širši sklop, ne sam delnice, recimo. Ta knjiga je tudi brezplačno dostopna preko spleta, PDF, da lahko downloadaš, sicer zdaj posodobljena verzija. Mislim, da sem o tem že enkrat govorila prav o tej knjigi, tako da... V nekem širšem konceptu osebnih financ, tudi zavarovanje, zaščita premoženja, neke, ne vem, obrestni računi, kako je to... Mal taka, ni švoh, sam da to razumeš. Zdaj, za analizo delnic, jaz pa skoraj rekel, ja, fajn je prebrati kaj, ampak to se najde, se sam iščete. ChatGPT, Google, vse vam bo ven metal. Investopedia. Ena ideja je mogoče Guru Investor. Za tiste, ki so bolj tako sistematični, ki bolj te, v bistvu, ki so uporabnike Excela in tako naprej, ker gre skozi v bistvu praktično zelo velik investment gurujev, ki so zdaj aktivni ali pa so bili aktivni in skozi formule predstavil, na kakšen način oni stock picking delajo oziroma čez katere screener omejitve oziroma filtre morajo delnice pridati, da so jih te vlagatelji pogledali. Zelo taka praktična knjiga, da daje tudi zelo specifična navodila, kdaj je delnica primerna, pa kdaj ne. Včasih tudi ni švoh, vsem tudi malo pogledati kakšno tehnično analizo, čisto da malo razumeš tudi, kako nori trg malo gleda na stvari. Jaz sem v svojih zelo zgodnih zelenih časih kupil knjigo Technical Analysis of the Financial Markets, John J. Murphy, kaj je res čiste osnove tehnične analize, kaj je head and shoulders, trikotniki in gor dol. Enim se to zdi smešen, ampak ti vzorci se pol skozi pojavljajo, tako da kakšnih kratkoročnih ti malo pomaga razložiti psihologijo, majčkan tudi, zakaj so te neke ravni oblikujejo. Na dolgi rok to nima toliko aplikacij, ampak mal je tudi ta, rekel, aspekt, tudi nekaj švoh, malo vprašati se, zakaj so ljudje tako aproksimirali obnašanje udeležencev na trgu, ker to je neka aproksimacija, drseča sredine, neki vzorci, ki jih iščemo, ki so podobni kot v preteklosti. Torej, dejstvo je, da tudi scientific research pravi, da trg niha med randomnessom in med trendom, in da je najtežje to ugotoviti, kdaj je trending in kdaj je random. In to je pa na srednji rok ta trik teh modelov, tudi kvant, ki ugotavljajo vse živo. Ja. Ok, jaz mislim, da smo kar naredili en tak lep pregled. Nismo omenili recimo pač borznih posrednikov in stroške borznih posrednikov, to bomo naredili tudi en tak pregled vseh teh ponudnikov, ki so priljubljeni pri Slovencih in pa seveda tudi pregled stroškov. Potem tipi naročil, tukaj bomo šli v detajle, izbrati tržno ali limitirano, kdaj je pomembna ta izbira,
strategija izhoda. Tukaj sva z Matejem res dolg časa debatirala, kako se tega lotiti, ne, tudi nisva se vedno strinjala, ampak strategija izhoda, kdaj je pravi trenutek, da prodamo delnice, obstajajo različne strategije izhoda. To je eno vprašanje, ki ga praktično skozi dobimo. Ko se pa toliko debatira? Ja, seveda, to je treba predebatirati, ne, to je relevant. relevant. Ni to tako gnil jabolke noter v gajbici, pa ga ven vržeš. Ja, ni tako nekaj v tem smislu. To je neki nepodoben način, ja. Pa smo rekli, dobro, pogledali bomo tudi davke kot bonus k tej delavnici, pa seveda AI, ki je umetna inteligenca, ki je v bistvu tudi lahko kot neko orodje za generiranje nekih idej za investiranje v konkretne delnice. Tudi to bomo pogledali. Andraž je že povedal, da bomo imeli live Q&A vsak zadnji torek v mesecu, tako da bomo odgovarjali na vse potencialne dileme in vprašanja iz delavnice in tudi sicer, karkoli vas bo zanimalo. Teh vprašanj, jaz jih zelo veliko dobim, vedno nimam časa, da bi odgovorila na vsa vprašanja. V zadnjem času pa dobivam zelo veliko vprašanj vezano na finančne svetovalce. Želite, da prav konkretno komentiram konkretne finančne svetovalce in pa če se mi to zdi dobra ideja, da se pač gre k temu konkretnemu finančnemu svetovalcu. Ne, ampak mi imamo, v bistvu Money je nastal v bistvu ravno zaradi tega, da nekako ljudi ustrezno izobrazimo, da lahko sami investirajo. Po drugi strani pa je fino, da se opremimo z nekim finančnim znanjem, če gremo k finančnemu svetovalcu, ki je v njegovi primarna misija je, da pač proda neke produkte in zasluži provizijo. Ne? To pač je dejstvo, da česa mora živeti. Ne? Ok, jaz bom razložil, kaj zame cardinal sin, torej večjega greha ni, ne? Da greš v produkte varčevalne, ki imajo že tako izjemno visoke provizije, glede na alternative, ki se te ponujajo, potem pa še plačaš za to on top na svet, kako zmešati skupaj te visoko provizijske produkte. Bom pa tudi razložil, zakaj, ali pa ne vem, če bom. Zato, ker ta oseba najverjetneje dobila in od unih produktov nazaj cash in še od vas. Pa še zračunajte vas celoten donos, pa odbijte stran vse te stroške. Ta izračun bi jaz enkrat rad videl, ker jaz mislim, da na papirju so donosi, ampak polk odbijo stran une ure, si pa v minusu v resnici, ali pa na nuli mogoče. Ne? Tako da... Ja, sem medva se posela tudi o tej zadevi epizodo. Ne spomnim se zdaj točno naslova, ampak proti dragi finančni produkti finančnih svetovalcev, neki taga, tako da tudi to si lahko tam poslušate. Tega izračuna ni, mi smo naredili izračuna, ja, to je res. Ampak je v toku transparentnosti, bluzi in ne vem kaj moraš razkriti končnemu, to, da bi pa izračunal finančni svetovalec, kaj je skupni strošek svetovanja in neto učink predviden, tega pa še v lifeu nisem videl. Res. Se pravi, da bi izračunal ter. Ja, mislim, okay. Na nek način, ja. Ne, bi rekel, donos pričakovanje 10, skupaj z našimi stroški in drugimi stvarmi je to toliko. A ne bilo to fair vedeti? Jaz mislim, da bi bilo to res fair, ampak vprašanje, če boš to dobil. Moral bi. V glavnem, to je to po moje. Tukaj Maša pravi, mi je poslala ravno kar sporočilo, jaz se ful opravičujem, Maša je imela težave z dostopom do tega live dogodka. Ta live dogodek bomo zdaj zapakirali in tudi objavili v oblaku na spletni strani money-how.si, tako da si lahko ta posnetek lepo v miru še pogledate, kolikokrat si boste želeli ga pogledati. Tako da toliko z naše strani. Matej, Andraž, imate še kaj za dodati za konec? Ne, se to je šele začetek, to ni konc. Za začetek, če imamo kaj za dodati, ne. Ja, nič pa najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili tega live dogodka, tudi vama, Matej in Andraž, da sta prišla in seveda dala vsta to znanje že zdaj na pladen, na mizo, a ne? Tako da nadaljujemo pa potem naslednji teden, 28.9. objavimo v bistvu delavnico. Ne vem, če nam bo uspel pripraviti vse v enem kosu. Andraž pravi, da bi bilo fajn, da bi epizode počasi spuščali, tako kot se epizode spuščajo na Netflixu.
Jaz moram tudi čakati, zdaj, ko nekaj gledam, pa mi vsak teden eno dajo, da bomo tako zlobni, ampak mogoče malo veliko, vse naenkrat pokonzumirati tudi live, tako da mogoče lahko razdelimo tako na ene par predavanj. Na koncu bo itak vse v oblaku, tako da bo šlo za nazaj pogledal in pač, pa bomo imeli pa še itak Q&A kot neke vrste utrjevanje, tako da mislim, da bomo imeli, ko bi rekel, obilje finančnega znanja. No, dajte mogoče tisti, ki ste danes tukaj prisotni, dajte nek komentar poslati na to, kaj si vi mislite o tem. Tako da, najlepša hvala vsem, hvala, da ste bili z nami tudi ostali gledalci in poslušalci, bralci. Se vidimo naslednji teden, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.